Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia. Danes je v moji družbi pomurski poslanec magister Dejan Židan. Gospod Židan, lepo pozdravljeni. Dober dan, pa seveda lep pozdrav za vse gledalke in gledalce. Zdaj nekako klasično bova začela s tem vaš odhod z mesta predsednika stranke SD. Zakaj takšna odločitev? Jaz sem bil, kar se tiče socialnih demokratov, zelo dolgo predsednik. Recimo moji predhodniki, z izjemo Boruta Pahorja, so bili ponovadi 3 do 4 leta, jaz sem bil celo 6 let. Sedaj pa tako naneslo, okrogla obletnica, 28.5. točno 6 let. Po drugi strani stranka je zelo stabilna. Če takrat, ko sem jo prevzel kot neke vrste skoraj da senator, sem se počutil, je bilo vprašanje, ali pride stranka v parlament. Je danes po ugledu stranka 2 do 3-krat močnejša, finančno konsolidirana, mreža bolje deluje in je čas, da se gre korak naprej. Korak naprej se gre tako, da se kakšna stvar v organizaciji spremeni, to smo spremenili, kakšna stvar tudi v programu nadgradi, to smo naredili jeseni lansko leto. Tretja stvar je pa tudi kadrovski napredek, in zato sem se odločil, da damo tudi drugim možnost. Povejmo nekako, če se sedaj ozreva na teh 6 let, kako ocenjujete svoje predsedovanje stranki? Jaz sem predsedovanje kot vršilec dolžnosti, podobno kot sedaj gospa Tanja Fajon, prevzel takoj po izjemno slabem rezultatu na evropskih volitvah. Takrat je 25. maja, torej 6 let nazaj, stranka dobila samo 32.000 glasov. In 28. torej 3 dni kasneje, je stranka že imela novega vršilca dolžnosti, torej mene, ki sem imel nemogočo nalogo, da neki padec zaupanja, ki se je iz tedna v teden dogajal, skušam preobrniti v roku 5 tednov. Namreč čez 5 tednov so bile že državnozborske volitve. Uspelo nam je, to je vedno skupinsko delo, da je stranka kljub vsemu prišla v parlament za 52.000 glasovi zaupanja volivk in volivcev, medtem ko na naslednjih volitvah, čez 4 leta, pa smo že dobili, mislim, da 85.000 glasov zaupanja. Podobno tudi na evropskih volitvah, če smo takrat dobili 32.000, smo kasneje dobili skoraj 90.000, pa tudi pri lokalnih volitvah smo rasli. Torej, stranka se je ponovno okrepila, je stabilna. Če pred 6 leti so nas spraševali, ali bo stranka sploh obstala, to sedaj več ni vprašanje. Vprašanje je samo, kdaj bomo tako močni, da bomo drugi ali celo prvi. Torej, to je pravo vprašanje. Mi smo, to je meni zelo pomembno, nadgradili tudi program stranke. Stranka socialdemokratska seveda izvira iz socialdemokratskega gibanja, delavskega gibanja, ki je starejše kot 100 let, na to smo ponosni, tako da je pomemben steber programa stranke tale socialni steber. Drugi steber, ki nas loči od nekaterih drugih strank na levici, je gospodarsko-razvojni. Mi nismo utopisti, mi se zavedamo, da če hočemo imeti več blaginje, torej brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo, boljše zdravstvo in tako naprej, mora tudi gospodarstvo dobro delati, tako da mi nismo sovražnik gospodarstvu in razvoju. Tretji steber, ki je pod lanskega leta tako zelo intenziven, je pa tako imenovani zeleni steber. Namreč jaz osebno pa stranka smo ocenili, da je največje zlo, največja nevarnost v naši družbi je okoljsko-podnebna kriza, ki se je premalo zavedamo, ampak recimo dovolite, gospod Smiljan, da vam povem en podatek. Takrat, ko je temperaturni val v Sloveniji, se smrtnost tisti dan poveča. Če povprečno, to je seveda statistika, povprečno na dan v Sloveniji umre 48 ljudi, tisti dan, ko je temperaturni val, pa so vedno bolj pogosti zaradi okoljsko-podnebne krize, jih povprečno umre 52, torej skoraj 10% več. In mi moramo učinkovito se prilagoditi in prenehati onesnaževati okolje, okolje varovati. In to je ta tretji steber, na katerega sem ponosen znotraj naše stranke. Kaj bi bilo v okviru tega stebra vse potrebno nekako narediti, če ostanemo pri tem, kakšne so rešitve? Kot prvo je potrebno seveda zelo racionalno koristiti energijo. Mi energije nimamo, preveč energije imamo premalo in zato moramo bolj varčevati. Treba je izjemno hitro prenehati z uporabo fosilnih goriv. Fosilna goriva so glavni razlog. Tretja stvar je, mi moramo obvladati promet. Poglejte, če danes želimo priti z nekim javnim prevozom iz Murske Sobote do Ljubljane, je to relativno težka pot. Traja predolgo, je tudi v veliki meri neudobno. Mi bomo tukaj zmagali takrat, ko se bo študent ali dijak ali dijakinja ali študentka usedel na vlak na tej lepe postaji, ki imamo v Murski Soboti, in potem čez dobro uro bo že v Ljubljani. Ne pa, da traja ure in ure vožnje. Torej, na tem področju treba mnogo narediti.
pri mobilnosti. Naslednja stvar je, mi moramo živeti nekoliko manj potratno. Mi smo postali potrošniška družba, v času korona krize pa se je ugotovilo, da tudi, če smo manj potrošniški, kvaliteta življenja v resnici ni slabša, je celo boljša, ker imamo več časa, da se ukvarjamo z prijatelji, z družino, da gremo tudi v okolje, če hočete. Poglejte, vedno več ljudi se sprehaja ob Muri. Mi imamo srečo, da imamo Muro takšno, kot imamo, imamo Goričko in jaz si želim, da bi ljudje več bili prisotni v naravi. Omenili ste ta čas korona krize, pa eno vprašanje vmes, kako ste ga sami preživljali? Zelo smo se držali vseh navodil strokovnjakov. Tu je kakšen ukrep, mogoče celo se bolj držali, kakor je bilo priporočano, ker sem se zavedal in smo se zavedali, da v resnici, če hočemo premagati to nevarno epidemijo v Sloveniji, jo bomo premagali, če bo vsak od nas ravnal odgovorno. In tu bi se jaz dejansko zahvalil vsem, tako občanom in občankam, pa tudi državljanom v Sloveniji, vašo televizijo gledajo tudi drugotne, da smo ravnali odgovorno. Pa hkrati opozoril, da v bistvu ta sproščenost, ki je v tem trenutku prisotna, je mogoče nekoliko prevelika. Nam se v resnici lahko drugi val ponovi in samo tako, da bomo pazili nase, še bolj pa na tiste, ki so najbolj občutljivi. Poglejte, če človek v najboljših letih v dobri kondiciji zboli za virusom, ki povzroča korona bolezen, COVID-19, je velika verjetnost, da bolezni niti ne bo začutil in zelo, zelo velika verjetnost, da bo preživel. Ampak če ne varujemo starejših, ljudi, ki so bolni, pa recimo jim imunski sistem dobro ne deluje, ti so pa neposredno ogroženi, da tudi umro zaradi te bolezni. Torej, zlasti zaradi teh ljudi moramo biti previdni. Zdaj, če se še za trenutek vrnemo k vašemu predsedovanju, katere dosežke bi morda izpostavili? Je bilo kaj takšnega, kar tudi obžalujete? Ja, poglejte, saj noben med nami ni idealen. Zdaj, če gledam nazaj, je lahko biti general, ampak generalno sem zadovoljen. Všeč mi je, da je stranka se okrepila povsod na terenu, oziroma večini delov slovenskega terena, tudi v Pomurju, kar mi je pomembno. Jaz sem iz Murske Sobote, je stranka zrasla na ugledu. Kot drugo, kar sem že povedal, stranka je prečistila svoj program. Tretje, stranka je tudi svoje finance uredila. Če recimo takrat, ko sem prevzel, smo imeli zelo velik dolg iz nekih prejšnjih časov, ki so ga prejšnji ljudje naredili, ki smo imeli težavo, da ga servisiramo, marsikaj se ni plačevalo niti na rok, je danes stranka povsem sanirana, dolg, ki ga imamo pri banki, to redno plačujemo, je bistveno manjši. To, kar plačujemo dobaviteljem, plačujemo na rok in če še ne bo leto ali dve volitev, ker največji strošek za stranke so volitve, bo stranka v resnici v izjemno dobri finančni kondiciji. Zdaj pa k novi predsednici Tanji Fajon, kakšno je vaše mnenje o njej? Dobro, jaz sem imel to srečo, da ko smo že imeli zadnje volitve, sem na nek način lahko sam nagovoril 4 ljudi, 2 potencialni podpredsednici, 2 potencialna podpredsednika, da kandidirajo in vsi 4 so bili izvoljeni, poleg gospe Tanje Fajon še gospod Andrija Katič, pa gospod Jernej Pikalo in gospod Matjaž Nemec. Jaz sem v vsakem izmed teh 4 videl na nek način možnega bodočega predsednika ali predsednico stranke, čeprav je nabor širši. Tako da, če je voditelj stranke racionalen, pravočasno poskrbi, da se lahko bodoči predsedniki, predsednice razvijajo znotraj stranke naprej in to mislim, da sem naredil. Tako da stranka ni odvisna samo od enega prihodnjega. Druga stvar, Tanja Fajon je izjemno uspešna evropska poslanka, izjemno ugledna, tudi upa se ukvarjati z najtežjimi temami. Če sedaj pogledate, je vodilna evropska poslanka, ki pomaga pri izboljševanju stanja v Srbiji, ker je politično zelo težko, niso zelo oddaljeni od neke oblike diktature, pomaga se ukvarjati z temami, ki so tudi težke generalno, kot recimo šengenska meja, šengensko območje, kako varovati, hkrati pa biti do ljudi človek. In izjemno je tudi vplivna v tej skupini držav, v kateri mi želimo biti podobni. Poglejte, ne vi, ne jaz verjetno nočemo biti članice vzhodnega bloka, nočemo biti članice višegrajske skupine, če hočete, ker tam so neke druge države, ker pač mi ne želimo biti. Mi želimo biti verjetno, upam saj, podobni bolj Avstriji, Nemčiji, Švici, Finski, Švedski. In Tanja je tista, ki nam omogoča, da je prava smer razvoja Slovenije še naprej. To je obratna smer, ki je sedaj, ki nas sili na vzhod, kamor ni mesto Slovenije.
noben je dal pooblastila trenutne vlade, da nas pelje na vzhod. Mi si, po mojem, večini primerov vsi želimo, da gremo v center Evrope naprej. In potem naprej, če pogledamo, gospod Tanjo Fajon je izjemno komunikativna. To je v sedanji družbi pomembno, tako da stranka ima dobro voditeljico. Ko bo kongres mislim, da bo jeseni, bo tudi formalno postala predsednica, sedaj je predsedujoča in jaz verjamem in tudi zelo bom pomagal, da stranka raste naprej. Mi je pa, to bi rad povedal, mi je bilo po veliko čast, ko me je gospa Fajonova povabila v svoj kolegi, namreč stranka je tako organizirana, da posvetovalno telo predsednika stranke ali voditelja stranke je kolegi. Sam si človek izbere, kateri ljudi ima v svoji bližini, da jih vpraša za nasvet in s tem, ko me je Tanja Fajon povabila, da sem član njenega kolegija, moram povedati, da sem se počutil počaščen. Zdaj, omenili ste kongres, pa eno vprašanje bi bilo, po vašem mnenju, smiselno, da predsedujoča morda skliče kongres in tam kandidira za predsednico še pred naslednjimi volitvami? O tem se bomo v stranki sicer pogovarjali, to mora biti skupna odločitev, ampak želja predsedujoče Tanje Fajon je, da bi bil kongres, če sem dobro razumel, že jeseni. Na ta način, čeprav je dobila popolno podporo, morate vedeti, da takrat, ko sem se odločil, da je 6 let dovolj, sem jo poklical na prijazen pogovor ob kavi. To poznate, moj hobi je pitje kave. Smo se zelo resno pogovorila. Videl sem, da je ni enostavno, ker ko ti vprašaš človeka, a bi ti sedaj, prosim, prevzel vodenje stranke, ga daš pred zelo težko odločitev, pred težko nalogo. Ampak vidim, da si Tanja želi, da je jeseni kongres. Predvidevam, da stranka bo šla za njeno voljo naprej. Pa še to bi rad povedal, ko sem poslanski skupini, ki je pomemben del stranke, predstavil mojo željo, da Tanjo Fajon imenujemo za vršilko dolžnosti, je dobila soglasno podporo. Kasneje sem sklical, 6. dan, čez 1 uro sem sklical ožji politični vrh stranke, ki je Tanjo Fajon prav tako enotno podprl in potem z podporo poslanske skupine in ožjega političnega vrha smo šli na predsedstvo, kjer sem prav tako povedal, zakaj je čas, da gremo tudi kadrovsko naprej in tudi tam je gospa Tanja Fajon dobila enotno podporo. In to je zelo pomembno. Morda greva zdaj malce na raven Evropske unije. Tam potekajo pogajanja o novem finančnem načrtu za okrevanje Evrope. Tudi Sloveniji se seveda obetajo dodatna sredstva, to so seveda tudi dodatna sredstva za Pomursko regijo, ker predsedujete klubu prekmurskih poslancev. Me zanima vaše mnenje o tem, kako bi morali v Sloveniji in še posebej v Pomurski regiji nekako porabiti ta sredstva, ki bodo prišla. Zdaj, kljub vsemu dovolite, gospod Smiljan, da nekaj povemo o Evropski uniji. V Evropski uniji smo vsi enakopravni, tako da nismo enakopravni. Vse to vsi vemo, samo tega ne povemo dovolj na glas. Najbolj vplivni državi v Evropski uniji sta še vedno in mogoče vedno bolj Nemčija in Francija. In zato je tako zelo napačno, da trenutna politika vodi Slovenijo v stran iz skupine držav, ker smo se počutili udobno, varno, v neko drugo skupino držav, kot so Madžarska, Poljska in nekatere druge, ki v resnici ni tako zelo vplivna. Ta skupina ne odloča o delitvi denarja. In jaz upam, da bodo tu nekaj razmislek naredili, zato ker mi potrebujemo evropski denar. Mi še nimamo poprečne razvitosti, podobna kot je poprečna razvitost Evropske unije, zlasti pa ne takšna, kot je ciljna. Mi hočemo biti bolj razviti, ker si ljudje to zaslužijo. To je prvo izhodišče. Drugo izhodišče je, da v tem trenutku finančni okvir za naslednjo 7-letko še ni znan, namreč ne morejo se dogovoriti. Slovenija je pa tu zastopa pravilno stališče in to je, da kljub vsemu evropski proračun mora biti močan. Gre za kmetijsko politiko, gre za razvojno kohezijsko politiko, gre za nove politike, kot je recimo varnostna politika in izjemno napačno je, da se zelo malo financira nekatere stvari, ki pa so ljudem najbolj pomembne. To so recimo zdravstvo, tudi šolstvo, socialne pravice, minimalna plača, ki bi na ravni Evropske unije posod morala biti takšna, da je nad nekimi stroški, ki so pač stroški normalnega življenja. In če pa hočemo vse to financirati, je potrebno zagotoviti denar in v tem trenutku se pogajajo, ali bi bil evropski proračun 1 ali 1,1% bruto domačega proizvoda Evropske unije. To je zelo malo. Vi poznate, da so proračuni posameznih držav bistveno večji in če mi želimo, pa mi si moramo želeti močno Evropo, ker Slovenija daje možnost, da se hitreje razvije, mi moramo to Evropo tudi financirati. Kar se pa tiče Pomurja in Prekmurja, imamo srečo, da smo v tistem delu Slovenije,
ki je kohezijsko varen. Dosti bolj nesrečni so drugod, kjer so bolj razviti, čeprav je to malo paradoksa, ne? Ampak v tem trenutku si pa res najbolj želim, da se pa izpeljajo nujni projekti, ki se bodo izpeljali za slovenskim in evropskim denarjem. Vi poznate, da v Murski Soboti smo zelo jasno povedali, da dve stvari sta urgentni. Prva stvar, ki je bila sedaj tudi uvrščena v nabor državnih projektov, je dokončanje obvoznice. Pa tu ne gre samo za Mursko Soboto, gre za to, da obvoznica omogoča, da Gorič, ko ima normalni pristop na avtocestni križ, omogoča, da tudi turistični del Prekmurja je lažje dosegljiv in omogoča tudi, da obrtne cone lažje zaživijo. Torej, ta obvoznica se mora dokončati in uspelo nam je, da je sedaj v naboru projektov, ki se bodo financirali. Druga stvar, ki je ne smemo pozabiti, je, da je potrebno dokončati vodovod. Večina Pomurja ima sedaj vodovod, ki je stabilen, to pomeni, da je kvalitetna voda za več črpališči, del Goričkega pa nima. Ta projekt je relativno drag, nekaj manj kot 35 milijonov in tudi tu nam je uspelo, da je sedaj notri v razvojnih programih, tako da jaz pričakujem, da takoj, ko se bodo zadnje nejasnosti, ki pa niso krivda na strani Prekmurja, ampak ljubljanskih birokratov in se lahko odpravijo v nekaj tednih, da ko se bodo zadnje nejasnosti odpravili, da bo ta projekt šel hitro naprej. Torej, projektov je pa še drugih kar nekaj in tako kot sedaj kaže, nam je uspelo večino projektov dati v nabor nalog. Je pa zelo pomembno, da imamo tu enotno stališče Prekmurja in vseh 27 županj in županov. Torej, svet regije je v resnici bolj pomemben, kakor marsikdo misli. Morda prej ste omenili nekako to pot, po kateri gre sedaj vlada Republike Slovenije. Kako ocenjujete nekako njeno delo? Zelo mešano, ne. Mene so zelo neobičajno gledali, ko sem imel govor takrat, ko je bil gospod Janez Janša izvoljen za mandatarja, ne. Vsi so pričakovali, ker sem iz nasprotnega političnega polja, da bo to neki oster ideološki govor, pa sploh ni bil. Jaz sem samo povedal, da v bistvu, da dokler ne bo epidemija rešena, predlagam, da delamo skupaj. Ukrepe, kako obvladati epidemijo, kako zaščititi državo, družbo, gospodarstvo, to niso ideološke teme razvoja Slovenije, to so teme, kako zaščititi trenutno Slovenijo. In moj predlog je bil, da delamo skupaj, ampak nažalost tako ni bilo, ne. Ves čas so govorili ti, ki sedaj vladajo, to so 4 stranke, so govorili, ja, bomo skupaj, se pogovorimo, ampak kaj ti pomaga, ko nobenega tvojega predloga ne upoštevajo? Kaj ti pomaga, ko vse tvoje predloge preglasujejo? In kaj ti pomaga, ko začno v te predloge vsiljevati ideološke teme, ne? Zakaj ne ideoloških tem? Poglejte to, kar sedaj počno, ne, ko v bistvu vlada tožari Slovenijo v Evropi. Tega nihče ne počne, ne? In tudi plus točk ne dobimo, ne kot vlada, zlasti pa ne kot Slovenija. In Evropa nam to vrača. Kako nam vrača? Tako da včasih, ko se omenjajo posamezne uspešne države, Slovenijo že izpuščajo, ko se omenjajo razvojni projekti, Slovenijo že občasno izpuščajo in prav čuti se, da Evropa že razmišlja, ta centralna Evropa, da nas enostavno uvrsti v neko drugo ligo držav. To je pa napačno. Mi hočemo biti na take stopni razvoja, pa tudi demokratičnega razvoja, kot je Nemčija, Avstrija, Francija in še katera druga država. Jaz res nočem, da je naš vzor Madžarska ali pa Poljska. Morda o tem, govorili ste o predlogih, so kakšni, ki bi jih veljalo omeniti, ki so se vam zdeli zelo dobri, pa so bili preglasovani? Recimo od kraja, ko je bil prvi protikrizni paket, mi smo vedeli, da gospodarstvo bo najbolj potrebovalo takoj ukrep, da pride do likvidnega denarja. To so takoj izpeljali v Avstriji, v Nemčiji in marsikaj drugje, zato da gospodarstvo pač to krizo preživi in potem normalno deluje. In pripravili smo zelo dober predlog, imenovali smo ga Tujko, tudi hibernacija podjetja, smo mu rekli, ne, v celoti ni bil upoštevan. Ampak kaj je posledica tega? Da še v tem trenutku, že 2-3 mesece po izbruhu krize, ko recimo nam konkurenčna, našim podjetjem konkurenčna podjetja v Avstriji, v Nemčiji črpajo na nek način z državnimi garancijami pogojena posojila po zelo ugodnih, dostopnih obrestnih merah in slovensko gospodarstvo še vedno ne dobi. In se vem, da se mogoče temu zdi, ja pa kaj gospodarstvo? Pa gospodarstvo je tisto, kjer so ljudje zaposleni. Gospodarstvo je tisto, kjer se plačujejo davke, da lahko mi potem financiramo šolstvo, zdravstvo, kulturo in tako naprej. To recimo je bila mogoče največja napaka. Potem imeli smo neke ideološke spore, ki pa res niso bili potrebni o tem, ali vojska na meji naj dobi dodatna pooblastila ali pa ne, ob dejstvu, da smo imeli bistveno manj pritiska na meje, kakor prejšnja leta, ne.
To je se hotelo samo pokazati, da gre v bistvu za neko močno oblast, ki želi pokazati, da obvlada vse, pa to ni bilo realizirano. Po drugi strani pa smo imeli tišino tam, ker ne bi smeli imeti. Saj poznamo, ne? Mi, ki živimo v Prekmurju, sedaj, ko je 101. obletnica, jaz temu rečem priključitve Prekmurja Sloveniji, se zavedamo, da pred 101 letom mi nismo imeli pomoči, oziroma naši predniki niso imeli pomoči Ljubljane. Imeli smo na srečo skupino intelektualcev, duhovnikov, ki so bili narodno zavedni, imeli smo res zavedne ljudi, ki so varovali svoj jezik in potem skupaj z Američani, ki so nas razumeli, z nekimi diplomati iz Beograda, ki so nas razumeli, so spogajali, da se je Prekmurje ob tem, da nismo imeli resnične podpore Ljubljane, priključilo k Sloveniji. In sedaj pogledajte, ko v sosednji državi se gredo revizionizem, ko tako na veliko obešajo posod, ker je mogoče zemljevide, ker Prekmurje več ni slovensko. Spomenike postavljajo in bi država morala ostro odreagirati, kaj se pa greste, takoj na zagovor poklicati veleposlanico in po drugih poteh zavarovati svoje ljudi in svoje ozemlje, je vlada tiho. Tiho so. In se ponovno recimo mi počutimo kakor pred 101 letom, ko smo morali sami sebe varovati. Ampak to ni prav. Slovenija ni samo Ljubljana, Slovenija je tudi Prekmurje. Kako nekako to spremeniti, to mnenje nekako tistih, ki odločajo o tem? Jaz tu pogosto apeliram v končni fazi tudi na dva predsednika poslanskih skupin. V našem klubu, recimo pomurskih poslancev, imamo dva šefa poslanskih skupin strank, ki so v vladi. Premalo je, če oni preko Twitterjev, preko izrečene besede pravijo, ja, Prekmurje treba zaščititi. Oni so v vladi. Oni morajo vlado prepričati, da vlada odreagira. Kot drugo pa seveda v resnici moramo se zanesti nase. Torej, bolj moramo sodelovati na ravni regije. Mi v Pomurju smo zainteresirani, da pridemo tudi do svoje pokrajine, zato ker pokrajina bo lažje varovala Prekmurje kot celoto. In jaz seveda sem optimist. Saj seveda ne bomo pustili, da kdorkoli sega po našem ozemlju. Ampak me pa zelo jezi, da tisti, ki se morajo, ki so plačani, da v resnici varujejo Slovenijo kot celoto, so pa tiho. Se pravi, nekako, če se sedaj dotakneva, kakšno je potem sodelovanje nekako sedaj v državnem zboru? Zdaj v državnem zboru, jaz moram povedati, da se kar med sabo pogovarjamo. Čeprav je v bistvu takole, da je pred kamerami zelo dosti včasih težkih besed. Tisto, kar jaz opažam po preteklosti, tako da bi jaz opazil, tega ni bilo, je vedno več kršenja procedure. To je seveda naloga vodstva državnega zbora. Meni, ko sem bil recimo predsednik parlamenta nekaj časa, je tedanja koalicija, katere član sem bil, pogosto očitala, zakaj ne delam tako, kot si koalicija želi. Pa sem jaz povedal, da pred vsakim predsednikom državnega zbora, kdorkoli je, sta dve nalogi. Prva naloga je, da v celoti spoštuje proceduro, ker procedura je temelj demokracije. In kot drugo, da se zaveda, da ko je nekdo predsednik parlamenta, je predsednik vseh poslank in poslancev, da pa še bolj mora prisluhniti tistim, ki so v opoziciji, zato ker imajo realno manjšo moč. In če se tako deluje, potem parlament dobro deluje. Sedaj se deluje nekoliko drugače. Je pa kljub vsemu relativno dosti komunikacije med poslanci, kar je prav. Tako da, čeprav ko gledamo recimo ta tretji program javne televizije, pa se vidijo ti prepiri, pa se marsikdo misli, kaj se pa gredo, je potrebno pogledati mogoče, kako potekajo parlamentarne razprave v sosednjih državah. Tudi recimo, če pogledate v Italijo, tam so bistveno bolj grobe kot pri nas. Sam pa si seveda želim, da bi bilo več kulture dialoga in zato sem vesel, da je bil tudi prvič v zgodovini parlamenta sedaj sprejet kodeks obnašanja. Glede na to, da počasi prihaja k koncu najinega pogovora, dajva to zaključiti s tem, kako vi vidite trenutno aktualno situacijo, politično situacijo v Sloveniji? Imamo vlado, kjer so formalno 4 stranke, v resnici pa ena stranka in 3 stažisti, ki je občutek vsaj, da nimajo več pravice glasa v tej koaliciji, kar tudi javnost spoznava preko tega, da vedno bolj padajo v anketah. Torej imamo vlado, ki je vlada ene stranke in to je SDS-a. Imamo opozicijo. V tej opoziciji 4 stranke opozicije, Socialni demokrati, LMŠ, Levica in SAB, se mi zdi, da vedno bolje sodelujemo. Seveda včasih je kakšen prepirček zlasti na tej temi, kdo je dovolil, da pride do desne vlade, ampak to je moje stališče jasno.
Prvi, ki je tedanjo koalicijo zapustil, je bila Levica in s tem je povzročila, da pač več niso imeli večine in potem v naslednjem koraku pa, ko je tedanji predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, pač povedal, jaz se več ne grem. On je mislil, verjetno podobno kot Salvini v Italiji, da bodo volitve, ampak politika funkcionira drugače. Takrat je pač predal oblast v roke, pa ne je bilo potrebno Janezu Janši. Torej, to je tema, ker nimamo enotnega mnenja, ampak je pretirano ne pogrevamo. O tem, kako je potrebno iti naprej, pa smo vsi skupaj ugotovili, da mi sedaj v opoziciji moramo dokazati, da znamo sodelovati, saj šele takrat lahko računamo na dovolj glasov, da bomo lahko ponovno sestavili levo-sredinsko vlado, ki so jaz čim prej želim. Gospod Židan, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo in seveda lepo zdrav vsem gledalkam in gledalcem. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.